Bitcoin hodlerji so krivi za zadnjo razprodajo. V drugih novicah pa si bomo ogledali tudi, zakaj je nemški zavarovalniški velikan Allianz investiral v MicroStrategy, kako napreduje sodba v primeru Ripple in še ena velika država načrtuje Bitcoin rezervo. Razkrili vam bomo, katera. Pridružite se nam. Dobrodošli v Kriptopulzu tega tedna. Najnovejši padec cene Bitcoina na $92,000 ni posledica pritiskov strani ETF-ov ali institucij, temveč dolgoročnih vlagateljev, hodlerjev. Tako kažejo podatki iz blockchaina. Analitik Erik Balkunas pojasnjuje, da je prodajni pritisk prišel od znotraj, saj so dolgoročni imetniki prodali kar 128,000 bitcoinov, medtem ko so ameriški spot ETF-i absorbirali 90% tega pritiska. To pomeni, da je institucionalno povpraševanje močno in podpira dolgoročni bikovski trend. Kljub korekciji analitiki ostajajo optimistični in pričakujejo, da bi Bitcoin lahko dosegel $100,000 pred koncem meseca. Korekcija se smatra za zdravo, saj zmanjšuje tveganje prekomerne uporabe finančnega vzvoda na trgu. Očitno so nekateri postali malce neučakani in so začeli prodajati še preden smo dosegli 100,000. Nemški zavarovalniški velikan Allianz je investiral 24% v MicroStrategy-jeve obveznice v vrednosti $600 milijonov, kar kaže na vse večje zanimanje institucij za Bitcoin. MicroStrategy, ki je največji korporativni imetnik Bitcoina, sredstva iz teh obveznic uporablja za nadaljne nakupe Bitcoina. Allianz potrjuje, da je njihova skupna naložba v to podjetje, čeprav niso sodelovali v zadnjem večjem krogu zbiranja sredstev. Po besedah analitikov bi lahko ta kapital prispeval k morebitnemu novemu rekordnemu vrhu Bitcoina nad $100,000. Če se zgodovina ponovi, bi trenutni post-halving cikel lahko okrepil vrednost Bitcoina tudi v prihodnjih mesecih. Zanimiva oblika pretoka denarja v Bitcoin. Kaj vi menite? Komentirajte spodaj. Če so vam naše novice do zdaj všeč, nam dajte en všeček, komentirajte spodaj in seveda ne se pozabite naročiti na naš kanal, saj za vas izdajamo vsakodnevno nove in zanimive vsebine. Sodba v primeru Ripple je določila, da XRP sam po sebi ni vrednostni papir, vendar so institucionalne prodaje XRP še vedno podvržene zakonodaji o vrednostnih papirjih. Ob tem se poraja upanje, da bi lahko Trumpova administracija, če pride do spremembe vodenja pri SEC, spodbudila bolj pro-kripto regulacije. Sedanji predsednik SEC, Gary Gensler, naj bi januarja 2025 odstopil, kar odpira možnost za novega vodjo z bolj naklonjenim pristopom do kriptovalut. Pravna strokovnjakinja Jeremy Hogar in Fred Rispoli ocenjujeta, da bi SEC lahko poravnala tožbo z Ripple za $125 milijonov, vendar je dokončni izid še vedno negotov. Izid je večinoma pozitiven, zdaj potrebujemo le še zaključek. Brazilija razmišlja o vzpostavitvi nacionalne Bitcoin rezerve, ki bi predstavljala do 5% mednarodnih rezerv države. Pobuda, ki jo je predlagal zvezni poslanec Eros Biondini, bi pomagala zaščititi pred valutnimi tveganji, spodbujala uporabo blockchaina in podpirala razvoj nove digitalne valute DREX. Upravljanje sredstev bi potekalo prek hladnih denarnic in strogo pod nadzorom centralne banke ter ministrstva za finance. Poleg tega zakon predvideva izobraževanje prebivalcev o kriptovalutah, s čimer želi Brazilija okrepiti svojo vodilno vlogo v digitalni ekonomiji in spodbujati inovacije tako v javnem kot zasebnem sektorju. Vedno več vstopanja državnega denarja na kriptotrg. Ni slabo. Hvala vam za ogled in ne se nam pozabiti pridružiti v naslednji epizodi.